Okay. Torej, lepo pozdravljeni na informativnem dnevu o študijskem programu Izobraževanje odraslih in razvoj kariere. Lepo pozdravljeni, veseli me, da smo se srečali, sicer bi bilo lepše v živo, ampak upam, da bo tudi priložnost za to. Tako kot sem povedal uvodoma, bo samo predstavitev potekala na ta način, da bo najprej predstavljen ta del glede samega opisa, kako poteka, na kak način. To bo predstavila Andreja, jaz bom pa predstavil sam študijski program, kakšni so pogoji, kako poteka, kakšne predmete imamo in tako naprej. Drugače, moje ime je Dejan Hozjan, toliko, da se predstavim, da veste, kdo sploh govori, kdo vam govori. Sem izredni profesor na Pedagoški fakulteti, zdaj eni me poznate kot profesorja, drugi pa upam, da me boste v tej vlogi spoznali. Zdaj tako je. Če boste spraševali kaj o meni, verjemite, samo lepe stvari. Šalim se. V redu, da vam ne bom jemal preveč časa. Vidim, da se pojavljate že dve vprašanji. Če je možno, da so slajdi malce večji. Evo. In drugič, Andreju zanima, ali bo govora tudi o vpisu na magisterij. Bo. Bom povedal, kako poteka vpis, tako da tudi to bo. Evo, samo da povečam še slajde. A tako vidite, a je ostala velikost ista? Se je pri vas kaj spremenilo? Je zdaj boljše? Ja, je v redu tako. Ok, super. Evo, torej, da pridemo k sami vsebini, jaz predlagam, da Andreja predstavi sam vpis. Tako, prvi prijavni rok je začel že teči, in sicer od začetka aprila in poteka do 27. avgusta. Ker v tem času tudi morate pač diplomirati. Tako da vi se lahko že prej prijavite in samo oddate prijavo in potem kasneje, ko diplomirate, pošljete vso dokumentacijo še v referat. Torej, prijava poteka preko EVŠ-ja. Tukaj imate tudi link, povezavo, kjer je vpisan sicer postopek na vpis na prijavo za prvo stopnjo, ampak velja enako za drugo stopnjo. Tako da, če imate digitalni podpis, lahko vse elektronsko naredite, če pa ga nimate, morate ustvariti uporabniško ime in geslo in potem pač vpišete svoje podatke, zberete želeno smer, zberete vso dokumentacijo, ki je zahtevana, in jo pošljete po pošti, priporočeno na naslov naše fakultete. Razlika s prvo stopnjo je samo ta, da pri prvi stopnji ste poslali na vpisno službo, za drugo, tretjo stopnjo pa pošljete na fakulteto. In to dokumentacijo bomo zbirali torej vse do 27. avgusta in potem jo bo referat pregledal in bo vas tudi pozval, če bo slučajno kaj manjkalo. Tako da v roku enega tedna morate to vse urediti potem, tako da boste v začetku septembra potem pozvani k vpisu. Če slučajno do takrat ne boste diplomirali, imate možnost se prijaviti na drugi prijavni rok, od 11. do 16. septembra poteka. Tako da zdaj mogoče glede diferencialnih izpitov. Zaenkrat za ta študijski program velja, da lahko diferencialne izpite upravljate sproti, če ste z drugih študijskih smeri. Mogoče dr. Hozjan lahko tukaj še kaj dodate glede diferencialnih. Ja, pri diferencialnih je tako. Ponavadi študenti upravljajo v prvem letniku. Je pa tako, vsi tisti, ki jih zanima sam vpis, mi lahko pošljajo že prej dokumentacijo in na nek način okvirno povem, katere diferencialne izpite imajo. In ker načeloma vse vloge pridejo do mene in potem na nek način jaz odločam kot koordinator, katere diferencialne izpite imate. Tako da, če vas zanima,
lahko mi pošljete svojo dokumentacijo, se pravi, potreboval bi indeks z predmeti, ki ste jih poslušali, in to je v prvi fazi tako neformalno dovolj, da vam povem, kaj bi še mogli upravljati. Diferencialni, če smem dodati, so pa ponavadi z področja pedagogika, andragogika, psihologija, metodologija in management. Se pravi, teh 5 področij so diferencialni. Če ste karkoli od tega poslušali, vam priznam in pač ni potrebno delati diferencialno. Tako da, Andreja, beseda je tvoja. No, še vedno je možen tudi neposreden vpis v drugi letnik za tiste, ki imate že zaključeno 7. stopnjo. Sicer se je tukaj nekoliko spremenilo, so drugačni pogoji, ki so tudi objavljeni na spletni strani pod bodoči študenti. Tako da vsak študijski program, tam je tudi navedeno že tudi, kako glede diferencialnih izpitov in neposrednega vpisa v drugi letnik. Tako da v drugi letnik se lahko vpišejo po novem samo tisti, ki so z podobnih smeri, študijskih smeri. Drugače se vpisujete, tudi tisti, ki imate zaključeno 7. stopnjo, se morate drugače vpisati v prvi letnik. Zdaj, tisti, ki imate dokončano 6. stopnjo, ampak ste že zaposleni, imate še vedno brezplačen študij. To je dobro poudariti, ker pač informacija ni tako dostopna. Tako da je za izkoristiti. Drugače, izredni študij se bo izvajal v primeru, če bo prijavljenih več kot 20 kandidatov. Ponavadi jih ni toliko, tako da se izvaja kot redni študij, ampak predvidoma se tako organizira, da v popoldanskem času. Tako da mogoče dr. Hozjan lahko tudi tukaj dopolnite. Študij se izvaja vedno popoldan, se pravi, pouk poteka od 4 do 8. Načeloma poteka pouk 3 dni, se pravi, odvisno, ponavadi je to ponedeljek, sreda, četrtek. Tako da je študijski program nastavljen tako, da je namenjen tudi tistim, ki ste redno zaposleni. Želimo na nek način se čim bolj približati potrebam udeležencev. Tudi tisti, ki so redni študenti, pravijo, da jim je ta način zelo v redu, ker lahko dopoldan normalno še kje si najdejo kako zaposlitev in nek dodaten vir zaslužka. Tisti, ki so pa itak zaposleni, pa delajo do 4, pa jim je to idealno, ker ne manjkajo pri pouku. Ja. Tako da še vedno se lahko vpišete označite kot izredni študij, potem samo, če ne bo dovolj kandidatov, vas bomo preusmerili k rednim. Tako da, kot pravim, ni noben problem, se bo izvajalo v popoldanskem času. Tako da za vas, tudi če ste zaposleni, to ne predstavlja nobene razlike. Tako, kot sem že omenila, brezplačen. Zdaj, te roke, ki sem omenila, veljajo za slovenske državljane in državljane Evropske unije. Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven Evropske unije so drugačni roki. In sicer prvi prijavni rok poteka od 8. aprila do 1. julija, drugi prijavni rok pa od 20. julija do 27. avgusta. Zdaj, trenutno sicer je ministrstvo zaradi trenutnih razmer vse roke podaljšalo, pač ni napisano do kdaj, ampak mislim, da nekje do julija, tako da možno, da tudi roki za tujce bodo podaljšani, ampak za vas trenutno, verjetno do 27. avgusta bo se vse normaliziralo, tako da pač mislim, da datum za prvi prijavni rok 27. avgust velja, ne bo premaknjen. Tako da, mogoče še kakšno vprašanje na tem mestu? Jaz sem zelo na hitro povzela glavne stvari. Vi kar vprašate, če vas karkoli zanima. Ne se bati. Drugače lahko tudi sproti. Jaz bom še vedno tukaj, tako da tudi, če se kasneje kaj spomnite, bom sproti lahko odgovorim na chatu. Tako da mogoče lahko kar gremo naprej potem. Hvala. Aha, eno vprašanje se je pojavilo, oziroma en komentar. Ja, kot sem omenila, ta povezava, verjetno mislite, ta povezava, na tej povezavi je opisan postopek za dodiplomski študij, ampak velja enako za podiplomski. Razlika je samo v tem,
da tukaj, ko sprintate ven prijavnico, pošljete vso dokumentacijo na fakulteto, ne pa na vpisno službo, kot je za prvo stopnjo. Samo ta je razlika. Brezplačen študij je neomejen. Če imate 6. stopnjo zaključeno, zaenkrat država financira. Ja, če smem samo dodati, načeloma je filozofija države ta, da tisti, ki z izobraževanjem dobijo višjo stopnjo izobrazbe, ne glede na starost, je njihov študij brezplačen. Zdaj pa vprašanje zame strani Katje, pa bom pol šel na odgovor za gospod Bernardo. Se pravi, Katjo zanima, kakšna je obvezna prisotnost pri predavanjih in seminarjih. Načeloma je tako, predavanja niso obvezna, pri seminarjih je pa tako, da se prilagodimo. Se pravi, jaz konkretno zahtevam prisotnost pri tistih seminarjih, kjer imate predstavitev. Se pravi, če imate predstavitev seminarske naloge, ja, tam brez vaše prisotnosti žal ne bo šlo, ne. Se pa potem nikoli ni predstavitev samo en dan, ampak se tako zmenimo, da veste že naprej, kdaj imate predstavitev in tako, da si lahko uredite za tisti dan, ne, da pridete pravočasno ali pa imate predstavitev malo kasneje. Tako da načeloma predavanja niso obvezna. Pri meni konkretno je tako, da so popolnoma vsa gradiva, ki jih rabite za predmete pri meni, v e-okolju. K temu spodbujam tudi ostale profesorje, tako da poskušamo imeti e-okolje oziroma Moodle narejen tako, da v njem dobite bolj ali manj vse stvari, ki jih rabite. Tako da, a sem odgovoril na vprašanje, tako da pravim, ni vam potrebno biti ves čas pri predavanjih, ker študente imamo praktično iz cele Slovenije in vem, kako naporno je, recimo, ne vem, če si iz Kranja, ker tudi take primere imamo, da potem bi se mogel 3-krat na teden voziti v Kranj in ja, sam absolutno grem na roke, kolikor je le možno, ja, absolutno. Mogoče še enkrat za Katjo ponovite, kako se izvaja, katere dneve se izvaja ponavadi predavanja vaje. Ponavadi je tako, da se izvaja 3-krat na teden. V veliki večini primerov je bil to ponedeljek, sreda, četrtek, ne. Recimo, letos smo imeli problem, da željo študentov v prvem letniku, da bi oni imeli pa v petkih predavanj in so se potem zmenili s profesorico, da nimajo ob četrtkih, ampak so imeli v petkih. Tako da poskušamo čim bolj se dogovoriti glede izvedbe, tako da imam občutek, da sama izvedba ni problem, ne. Ja, pravim, ponavadi je od 4 do 8, ne. Če študentom bolj ustreza, začnemo, ne vem, 4:30, da v miru pridejo službe na predavanja, ne, pa potem so malo krajše pavze, ne. Tako da se prilagodimo. So tudi manjše skupine, ne, zato je tudi možno. Ja. Še v primeru, da se ja, tako da redni in izredni študij po veliki verjetnosti bosta potekala skupaj, ne, tako da načeloma je ponavadi bilo tako. Je še kakšno vprašanje? Okej, z veseljem, tako da komot vprašate, lahko natipkate ali pa poveste. Je glede vpisa še kakšno vprašanje ali gremo na samo vsebino? Torej, mogoče samo še enkrat ponovim, torej do 27. avgusta imate čas, da se prijaviti. In takrat je tudi zadnji rok za sprintati prijavnico, priložiti dokumentacijo in jo poslati na fakulteto. Če nimate pač digitalnega podpisa, ne, morate sprintati. To sem podčrtal. In potem drugi prijavni rok je pa tle. No, težko je.
črtati. Ja, tukaj še vprašanje glede dislocirane enote. Letos ni predvidena na Ptuju za drugo stopnjo, tako da bo samo v Kopru se izvajalo. Ja. V redu. Jaz predlagam, da gremo mi na samo vsebino. Če je pa vmes še kakšno vprašanje za nazaj, pa me vprašate. V redu. Se pravi, na nek način vam bom poskušal čim bolj na kratko predstaviti naslednjih 9 tem o študijskem programu, se pravi, kakšen naziv dobite, kako je sploh nastal program in kaj je namen programa, potem kakšne so cilji in kakšne kompetence dobite. Tema, ki vas verjetno najbolj zanima, je zaposljivost po zaključku študija. Pisne pogoje smo se že nekaj dotaknili, bom pa še bolj natančno povedal za konkreten študijski program. Potem bomo šli skozi predmetnik. V samem koncu, pod 8. in 9. temo, si bomo pa pogledali, kje so te ključne prednosti študijskega programa in pravzaprav en tak kratek odziv študentov ali pa diplomantov o samem študijskem programu. Se pravi, po zaključku študija dobite naziv magister profesor oziroma magistrica profesorica andragogike. Gre za naziv, ki je priznan in poznan v slovenskem prostoru. Kljub temu, da študijski program povezuje dve področji, se pravi izobraževanje odraslih na eni strani in razvoj kariere na drugi, in bi lahko dali nek bolj eksotičen naslov študijskega programa, smo namenoma šli v to, da je ime študijskega programa prepoznano. Zato, da na trgu dela diplomanti po zaključku študija ne bi imeli težav. Tako da naziv, ki ga dobite, je identičen, kot bi ga dobili, če bi študirali isti študijski program, recimo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Torej, ko sem snoval ta študijski program, mi je bila osnovna ideja narediti čim bolj širše zaposljiv in zanimiv profil diplomanta. Zato sem se ukvarjal s vprašanjem, na katerih področjih vse bi lahko nekdo po zaključenem študijskem programu se zaposlil oziroma kje vse bi lahko uporabil pridobljeno znanje. To, kar sem ugotovil, je bilo predvsem to, da v slovenskem prostoru imamo relativno malo ljudi, ki se ukvarja z načrtnim razvijanjem izobraževanja odraslih. Če pogledamo Andragoški center, recimo, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih, tam praktično ni ljudi, ki bi strateško razvijali izobraževanje odraslih. Isto je na ministrstvu za izobraževanje. Po tem študijskem programu lahko prevzamete vodenje kadrovske ali izobraževalne enote tako v podjetju kot v zavodih. Se opravičujem, skratka, lahko prav tako ustanovite svoj zasebni izobraževalni oziroma svetovalni zavod in izkušnje kažejo, da marsikdo, ki se vpiše na ta študijski program, gre ravno v to smer. Ima neko idejo na področju izobraževanja odraslih, manjka mu pa tisto znanje, kako zdaj to idejo aplicirati v neposredno prakso. Pri tem mu pomagamo tako, da ne samo dobi teoretično znanje, ampak ga peljemo tudi v Center vseživljenjsko učenje, kjer mu pokažemo, kako recimo center funkcionira, kako je nastajal in potem sodeluje pri njem. Tretja zadeva je oblikovanje projektnega menedžerja za izobraževanje odraslih in kariere. Na področju izobraževanja odraslih je zelo značilno to, da je ogromno projektnega dela. Praktično vse ljudske univerze, vse srednje šole, ki delajo na področju
izobraževanja, ki imajo programe na področju izobraževanja programov odraslih, so tesno vpete v različne projekte. Praktično ne najdete zavoda, ki ne bi izvajal projektov iz Evropskega socialnega sklada. In naš namen je, da vam damo konkretno znanje, kako se prijaviti na nek razpis, se pravi, kako napisati neko dobro prijavo na razpis in kje sploh najti, poiskati ustrezne razpise. Pri tem študente usposabljam, slučajno imam ta predmet jaz in potem je moj namen, da vsak študent pri sebi naredi eno res dobro prijavo, zato da mu potem služi v nadaljevanju kot nek mušter za obdobje, ko bo delal v neposredni praksi. Poleg tega vas bomo pa usposobili za uporabo računalniških programov, konkretno Project Libre, o tem, kako načrtovati projekte, kako jih spremljati, evalvirati in tako naprej. Potem četrta zadeva, kjer vidim možnost, je to, da ste oseba, ki ve načrtovati, izpeljati in ovrednotiti nek vzgojno-izobraževalni program. Se pravi, vsi, ki delajo na ljudskih univerzah, so bolj ali manj organizatorji izobraževanja. To pomeni, da vedo izpeljati in pomagati pri izpeljevanju celotnega andragoškega ciklusa. Se pravi, ugotavljati potrebe pri udeleženci, se pravi, kaj je tisto, kaj zanima bodoče udeležence, pripraviti program, pripraviti ustrezno učno okolje, gradiva in na koncu preveriti, ali so z izobraževalnim programom dosegli željene cilje. Potem peta točka je animator, svetovalec in mentor na področju izobraževanja odraslih in kariere. Se pravi, animator kot nekdo, ki motivira odrasle za vseživljenjsko učenje. Vseživljenjsko učenje je praktično stvar, mimo katere danes na nobenem delovnem mestu enostavno ne moremo. Se pravi, jaz osebno si ne predstavljam, ne vem, učitelja, računalničarja, kogarkoli, ki ne bi bil na tak ali drugačen način vpet v nenehno pridobivanje znanja. Enostavno je to postala rutina in naloga oziroma usposobljenost diplomanta bo ta, da bo na koncu vedel motivirati in svetovati odraslim pri njihovem izobraževalnem razvoju in razvoju njihove karierne poti. In še zadnja tema, se pravi, po zaključenem študijskem programu, ker dobite naziv magister profesor, boste lahko predavali pedagogiko oziroma andragogiko na srednješolski ravni. Ok. To je o tem, kakšen profil diplomanta želimo v okviru študijskega programa usposobiti. Tukaj imamo potem cilje. Zdaj ne bom šel skozi vsak cilj, ampak zgolj tako okvirno, da vam predstavim cilje. Se pravi, naša poanta je, da vam predstavimo, kaj se dogaja na danes in kaj se bo dogajalo v prihodnosti, tako na področju izobraževanja, kot na področju razvoja kadrov. Zato spodbujamo naše profesorje, da ves čas nadgrajujejo znanja, ki jih podajajo študentom. Se pravi, recimo že v uvodnem predmetu, ki ga boste imeli v prvem letniku, je predmet sodobna spoznanja edukacijskih ved, kjer se bomo pogovarjali o tem, kaj sploh je andragogika, kaj je pedagogika, katero smer se razvijata obe vedi, tako da dobite en občutek, na kateri točki smo, in dobite občutek, katero smer se bo izobraževanje razvijalo v prihodnosti.
Potem vam bomo pomagali pri spoznavanju učnih metod, se pravi, tu boste imeli didaktiko, andragoško didaktiko, kjer se boste seznanjali z načini učenja, poučevanja in tako naprej. Potem, to, kar je pomembno, je delo z zelo različnimi ciljnimi skupinami, se pravi, od brezposelnih do migrantov. Skratka, gre za eno temo, ki se v našem prostoru počasi razvija in relativno uspešno se razvija. Gre pa namreč za to. V zadnjih nekaj desetletjih smo intenzivno pozornost posvečali skrbi za otroke s posebnimi potrebami oziroma za ranljive skupine otrok in mladostnikov. Danes pa ugotavljamo, da ti otroci in mladostniki odraščajo in je potrebno zapolniti to vrzel in se znotraj študijskega programa sprašujemo o tem, kako pa zdaj pri teh ciljnih skupinah, se pravi ljudi s posebnimi potrebami, kako jih izobraževati, jim pomagati pri karieri in tako naprej. Tako da en od predmetov bo tudi delo z ranljivimi ciljnimi skupinami. Potem zelo vas bomo spodbujali k temu, da si že v prvem letniku najdete temo, ki vas bo bolj ali manj zanimala in vas bomo na ta način spodbujali k temu, da že od prvega letnika počasi začnete graditi magistrsko nalogo. Sam študentom ne vsiljujem seminarskih nalog, ampak jim rečem, pri mojem predmetu si izberi temo, ki te zanima. In potem to temo skozi prvi in drugi letnik počasi razvijaj v magistrsko nalogo. Tako da počasi si že pripravljate teren za zaključek študija. Da ne obdelujete med študijem zelo različne teme, ampak počasi si gradite samostojno učno pot. To smo že povedali. Skratka, bistveno pri tem študijskem programu je to, da najprej pri sebi ozavestite, kako pomembno je vseživljenjsko učenje in kako pomembna je skrb za karierni razvoj. Kajti to je tista podlaga, ki jo boste kasneje lahko razvijali pri ostalih. Se pravi, zato vas spodbujamo k temu, da razmišljate o izobraževanju, da vidite, kje vse se da izobraževati, na kak način in na kak način lahko sami pri sebi razvijate kariero. S tem vas ne bom preveč matral. To, kar je bistveno. Na podlagi zakonodaje ste po tem študijskem programu lahko zaposleni na vseh teh 14 delovnih mestih. Se pravi, prvenstveno ste lahko zaposleni kot andragog na vseh ljudskih univerzah, na vseh zasebnih zavodih na področju izobraževanja odraslih. Potem lahko ste pedagoški svetovalec, lahko opravljate delo organizatorja izobraževanja odraslih. To pomeni to, da pripravljate izobraževalne programe za odrasle, za formalno in neformalno učenje. Potem ste lahko svetovalni delavec v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Potem lahko ste učitelj različnih vsebin za odrasle. Lahko odprete svoje podjetje zasebno na področju izobraževanja. Lahko ste zaposleni v kadrovski službi kot kadrovnik. Lahko delate kot svetovalec za kadre na zavodu za zaposlovanje. Potem svetovalec za osebno in poslovno uspešnost. Lahko delate na Centru za poklicno izobraževanje kot svetovalec na vseh zavodih ali pa prevzamete vodenje
kadrovske službe v podjetjih. Zanimivo je, da zelo pogosto se za študij odločajo diplomanti predšolske vzgoje. Zakaj? Ugotovijo namreč, da s tem študijskim programom dobijo dodatna znanja, prvič za vodenje vrtca ali pa enote v vrtcu, po drugi strani pa s tem študijskim programom dobijo nova znanja o tem, kako sodelovati s starši. In moram priznati, da so povratne informacije teh študentov, ki so bili na prvi stopnji na predšolski vzgoji, zelo pozitivni, ker povedo, da so dobili tisti manjko znanja, oziroma tiste kompetence, ki jih prej niso, ki so jih rabili pri delu, pa jih niso v času do diplomskega študija dobili. Se pravi, upravljanje zavodom, sodelovanje s starši in tako naprej. Če je vmes kakšno vprašanje, me čisto mirno prekinite. Zdaj sam, če dopolnim to, kar je prej Andreja omenila, se pravi, kakšni so pogoji za vpis. Se pravi, v prvi letnik se lahko vpišejo vsi, ki so z področja pedagogike oziroma edukacijskih ved, z predšolske vzgoje, razrednega pouka, psihologije, sociologije in menedžmenta. Ti se lahko vpišejo brez kakršnega koli diferencialnega izpita. Če pa prihajate z nekega drugega področja, primer, imamo študente z področja zdravstva ali pa študente z področja turizma, v tem primeru grem pogledat, kaj ste poslušali do zdaj, in potem vam določimo diferencialne izpite. Skratka, vi se lahko načelno vpišete v ta študijski program iz katerekoli smeri. Če ste vpisani iz teh smeri, se pravi edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, sociologija in menedžment, potem ne dobite nobenih diferencialnih, ker ste nekaj od tega že poslušali. Če pa prihajate z ostalih področij, potem pa lahko dobite diferencialni izpit pedagogike, andragogike, psihologije, menedžmenta in raziskovanja. V veliki večini primerov ste sigurno imeli kaj statistike, metodologije, tako da vam to priznamo. Zelo pogosto, če ste vsaj študirali kaj na področju družboslovja, humanistike, je velika verjetnost, da ste tudi psihologijo poslušali, tako da poskušamo vam čim več priznati, to, kar je možno. Je pa tako, da pravim, lahko mi pošljete že prej, pa vam okvirno povem, katere diferencialne bi imeli, ni noben problem. Diferencialni, vsaj pri meni, potekajo tako, jaz imam iz pedagogike in andragogike, je tako, da se zmenimo. Jaz vam dam vso gradivo, vam označim, kaj pride bolj poštev in ko se naučite, se zmenimo za datum, pridete, vas vprašam in to je to. In ponavadi je diferencialni izpit dosti enostavno narediti, vsaj pri meni. Potem lahko še vpišete v prvi letnik, če ste naredili predšolsko vzgojo pred letom 2006, oziroma če ste pred letom 2004 naredili karkoli od tega. Tako da, to je to. Imamo kakšno vprašanje glede pogojev? Skratka, vsi tisti, ki ste končali pred Bologno, se lahko vpišete neomejeno, ni nobenih omejitev glede tega, z katerega področja bi lahko prišli študirati. Zdaj pravim, če ste iz prve točke, potem brez diferencialnih, iz druge točke pa z temi diferencialnimi. Potem gremo na drug letnik. Eno vprašanje se pojavilo. Kakšna je zaposljivost?
odlično vprašanje. Po podatkih, ki jih imam, je zadeva naslednja. Približno 45% študentov je tisti, ki so že zaposleni, in kar precej teh študentov je po zaključku študija napredovalo. Recimo, ne vem, par primerov imamo, ko so recimo študentke bile vzgojiteljice in so zdaj vodje enote ali pa vodje vrtca. Potem tisti, ki pa so šli iz redne prve stopnje takoj na drugo stopnjo in niso imeli zaposlitve, si je pa velika večina študentov našla zaposlitev. Ne vem, ena je v GEN-I-ju vodi oddelek za izobraževanje. Pol delajo po različnih projektih PUM, potem študentka, vem, da je dobila, govorim za tiste, ki so pri meni zaključili, študentka je recimo dobila zaposlitev na Ljudski univerzi, ko smo organizirali karierni dan. Tako da mislim, da od študentov, ki jih imam trenutno, ki smo jih imeli do zdaj, 2 primera nista našla zaposlitve v času študija. Ostali pa bolj ali manj si najde že v času študija zaposlitev. Ja. Ful spodbujamo študente, da delajo seminarske naloge iz tistih področij, ki jih potem lahko uporabijo v praksi. Ne, se pravi, ni fora tem, da oni pišejo seminarske samo zato, da oklukajo, ampak jim svetujemo, da grejo pisati seminarske z neke teme, ki je kasneje uporabljena v praksi. Ali pa grejo na prakso tja, kjer vidijo možnost, da se jih kasneje zaposli. A sem odgovoril? Ok, Kaja. Tako da, prednost je pri tem študijskem programu je ta prednost, da so ljudje dopoldan doma. Se pravi, študenti imajo dopoldan čas, da si najdejo zaposlitev. Ker je študijski program poteka popoldan. Tako da se da najti zaposlitev in zanimivo je to, če recimo primerjam z Filofaksom v Ljubljani, da si zelo pogosto naši diplomanti najdejo zaposlitev prav na področju izobraževanja odraslih in kariere. Ker tam je malo večja razpršenost. Se pravi, ne samo, da zaključijo magisterij, ampak tudi dobijo zaposlitev na področju, ki so ga študirali. Ja. V redu. Če je kakšno vprašanje, me mirno zmotite, vprašajte. Aha. Anina, najlepša hvala za udeležbo. Vam bom vsem poslal povezavo do te predstavitve, tako da si jo boste lahko tudi doma mirno pogledali, pa dobite gradiva, tak jih uporabno. Tako da vpis v drugi letnik pa velja tako, kot je povedala Andreja, da ne bom kaj narobe povedal. Zdaj, načeloma število rednih je 25 do 30, izrednih je 25-30, drugi letnik je 15. Načeloma neke omejitve vpisa ni, tako da je velika verjetnost, da se boste uspeli vpisati. To je to. Nekaj imamo tujih študentov, recimo, ne vem, zdaj v drugem letniku ena gospa z Rusije, v prvem letniku je študentka z Bosne. Prednost tega študijskega programa je ta, da so skupine študentov relativno majhne in pride do zelo take pristne interakcije med študenti. Se pravi, na začetku je bilo vprašanje, kako poteka študij, ali lahko pridem na predavanje ali ne. Načeloma ni problem. V
tem smislu, ker si tudi študenti zelo med sabo pomagajo. Si izmenjujejo zapiske in tako naprej. Tako da, tako ena prijetna klima se ustvari, tako da nam je tako malo hudo, ko se zaključi drugi letnik. Pol gre vsak malo na svojo stran. Kako poteka študij? Načeloma je tako. V vsakem semestru imate 4 predmete, pa enega izbirnega. Se pravi, v prvem letniku, v prvem semestru boste imeli sodobne trende edukacijskih ved, to je predmet, ki ga imam sam, in se pogovarjamo o tem, kaj sploh je andragogika, katero smer se razvija, kakšni so trendi na tem področju. Potem drug predmet je komparativna andragogika. Tukaj gre za to, da si pogledate, kako se razvija andragogika po drugih državah. Se pravi, primerjalna andragogika. Potem pri tretjem predmetu je malo psihologije, se pravi, razvoj odraslega človeka, se pravi, psihosocialni razvoj odraslih. Pri četrtem predmetu ena zelo dobra profesorica vam bo predavala o sodobni kadrovski službi, se pravi, kaj sploh kadrovska služba je, s čim se ukvarja, s kakšnimi nalogami se srečuje, tako da predavanja so zelo zanimiva. Potem imate izbirni predmet, kateri so izbirni predmeti, vam bom povedal kasneje. Potem imamo drug semester v prvem letniku. Prvi predmet je psihologija organizacij, se pravi, kako delujejo organizacije, kaj so zavodi, kaj so podjetja, kako poteka ta dinamika. Potem imate didaktiko izobraževanja odraslih, se pravi, spoznate metode, oblike poučevanja odraslih. Potem poklicna andragogika, kjer se ukvarjamo z vprašanjem poklicnega izobraževanja in kariernega svetovanja. In potem imamo še andragogiko ciljnih skupin. Se pravi, pri andragogiki ciljnih skupin pa spoznavate izobraževanje oziroma delo z različnimi skupinami, brezposelni, odrasli s posebnimi potrebami in tako naprej. Se pravi, kako izobraževati te ciljne skupine. In tako kot prej, imamo spet na koncu en izbirni predmet. Tako da vsak predmet poteka četrt leta, se pravi konkretno, recimo trenutni prvi letniki poslušajo v prvi polovici drugega semestra psihologijo organizacij, didaktiko izobraževanja odraslih, poklicno andragogiko in andragogiko ciljnih skupin. Se pravi, poslušajo te 4 predmete v drugem semestru in na koncu potem imajo izpit. Se pravi, vsi izpiti niso na koncu semestra, ampak lahko izpite opravljate že vmes. Načeloma samo število izpitnih rokov ni problem. Jaz, če vidim, da študenti slučajno potrebujejo kak dodaten izpitni rok, se zmenim, pa ga razpišemo. To je prvi letnik. Potem pri drugem letniku je pa tako, da je en del namenjen predavanjem, drug del, se pravi drug semester, je pa namenjen praksi in magistrski nalogi. Se pravi, v tem prvem semestru poslušate raziskovanje v vseživljenjskem izobraževanju, to je metodologija, potem poslušate projektni menedžment v izobraževanju, to, kar sem prej razlagal, kako pripraviti kvaliteten projekt, in potem imamo učna okolja formalnega in neformalnega učenja odraslih. Gre za predmet, kjer se učite o tem, kako poteka formalno in neformalno učenje odraslih. Se pravi, katere oblike imamo, na kak način poteka. In potem imate še en izbirni predmet. Se pravi, imate 3 izbirne predmete, v vsakem semestru enega, v drugem semestru, v drugem letniku pa imate 3 tedne
andragoške prakse, to je andragoška praksa 1, in 6 tednov andragoške prakse 2. Se pravi, skupaj imate 9 tednov prakse. Zdaj se vam pojavlja vprašanje, kje pa naj dobim prakso. Vsi tisti, ki že kakorkoli delate na področju izobraževanja odraslih, vam predlagam, da si izberete vso potrebno dokumentacijo, ker če že imate neke izkušnje na tem področju, vam le to priznamo. Ne? Vsi tisti, ki pa potem še morate kak del ali pa celotno prakso narediti, pa lahko to naredite na zavodih, s katerimi imamo stike, lahko si jih najdete sami, se pravi, mesto, kjer boste izvali prakso, si lahko sami najdete ali vam mi pomagamo. V najslabšem primeru pa vam dodelimo nekaj nalog v okviru Centra vseživljenjskega učenja. Zdaj, študenti v času študija pomagajo pri kariernem dnevu, ga sami organizirajo in se jim to prišteje k praksi. Potem študenti pripravijo tudi skupaj v prvem letniku eno izobraževanje za kogarkoli, kar se zmenijo. Se pravi, oni si izberejo neko ciljno populacijo. Primer, letos smo imeli za društvo Sonček, če se ne motim, in so študenti pripravili eno popoldansko izobraževanje za njih. Ne? In potem se jim to priznava kot praksa. In na koncu morate še napisati magistrsko nalogo. Ok. Katere izbirne predmete imamo? Organiziranje procesov izobraževanja odraslih, se pravi, kako izvesti andragoški ciklus, andragoška gerontologija, se pravi, kako delati z starimi. Tretji izbirni predmet je IKT v izobraževanju odraslih, se pravi, kako izobraževati nadaljavo, to, kar je danes aktualno. Potem uporaba multimedije v izobraževanju, svetovalno delo, razvoj kadrov, psihologija učenja, karierno svetovanje, upravljanje človeških virov in menedžment v izobraževanju in konstruktivna komunikacija v izobraževanju. Gre za to, kako so tu elementi bontona, retorike v tem smislu. En zanimivejših predmetov. Še zadnje 2 temi, da vas ne bom predolgo zadrževal. Če vmes kakšno vprašanje, me mirno vprašajte. Prednosti. Prva prednost je ta, da v slovenskem prostoru ne boste našli študijskega programa, ki bi povezoval 2 področji, izobraževanje in kadrovanje. Mi menimo, da sta te 2 področji danes tako tesno prepleteni, da je zelo smiselno imeti znanje iz obojega. Drugo, velik poudarek damo na sodobnem spoznanju, tako da zahtevamo profesorje, da vam ne dajejo starih knjig in tako naprej, ampak da dajejo čim več primerov iz prakse, da spoznate res, kaj se dogaja tako pri nas kot v svetu. Sam imam nekaj izkušenj in vam lahko povem, ker sem bil direktor Ljudske univerze, recimo, direktor Pedagoškega inštituta, tako da vam lahko delim svoje izkušnje. Potem res vas želimo navaditi na projektno delo, da se navadite na to, kako se naredi kvaliteten projekt, na kaj moraš paziti, kako ga pravilno izvesti in tako naprej. Študente vključujemo v neposredno prakso, se pravi, poskušamo študente čim bolj vključiti tako v raziskovanje, da z našo pomočjo raziskujejo izobraževalne pojave, kot tudi to, da jim pomagamo pri tem, da dobijo prakso. Z tega vidika smo mi ustanovili Center vseživljenjsko učenje, zato da se lahko znotraj tega centra študenti sami igrajo s tem, kako poteka izobraževanje. Prednost, kar je ta, je tudi, da so skupine majhne, se pravi, študenti se poznajo med sabo, se ustvari neka pozitivna klima. Stik med profesorji in študenti je zelo pristen, zelo hitro se ustvari taka pozitivna klima,
jaz kot profesor poznam vse študente, študenti poznajo mene, ne samo znotraj razreda, ampak tudi izven. Šesta točka se mi zdi zelo pomembna. Kadarkoli se pojavijo težave, se lahko študenti obrnejo ali name ali na profesorja in vedno poskušamo najti najboljšo rešitev za njih. Recimo, zdaj se je pojavilo to, da so vsi profesorji želeli čim več znanja dati študentom, potem so študenti rekli, lahko malo nas razbremeniti in smo se lepo z profesorji zmenili, kdo bo razbremenil pri svojem predmetu študente, na kak način, tako da se da vse zmeniti. Prednost študijskega programa je ta, da poteka popoldan, tako da dopoldan imate dovolj časa. Prednost je zagotovo ta, da sama lokacija vašega kraja bivališča ne vpliva pomembno na študij. Se pravi, mi imamo študente praktično z cele Slovenije, zato ker poskušamo prilagoditi študijski program študentom. Se pravi, samo izvedbo študijskega programa študentom. Tukaj imate nekaj misli študentov, se pravi, recimo prva študentka je omenila, da je želela priti v študijski program, ki bo dal določeno znanje, on ga je podobila bistveno več. Druga študentka zelo izpostavlja to, da dobi znotraj študijskega programa zelo široko paleto znanja. Študijski program ni samo ozko usmerjen v izobraževanje oziroma v andragogiko, ampak pokrivamo zelo raznolika področja. Od psihologije do menedžmenta, do pedagogike. Skratka, namen nam je dati čim bolj široko razgledan profil človeka. In to, kar sem prej omenjal, študenti imajo zelo radi, da si sami izbirajo teme pri seminarskih, zato da lahko potem počasi gradijo magistrsko nalogo. Če imate težave pri seminarski nalogi, pa ne veste točno, kaj bi pisali, z veseljem pomagam. Z veseljem vam tudi pomagam pri mentorjih, tako da mislim, da zelo lepo sodelujemo študenti pa profesorji. In to, kar je še tretja omenila, to, da načeloma opaža, da tako ona kot tudi njeni kolegi nimajo težav pri zaposlitvi. Vse tiste, ki imate 10 minut časa, pa še en kratek posnetek na YouTube, jaz ga zdaj ne bom odpiral, lahko si ga sami pogledate, na njem je predstavljen študijski program, kratek intervju z študentko, z profesorji, da vidite, kako izgleda in kdo smo mi. Jaz bi se vam iskreno zahvalil za vašo pozornost. Čist mirno me lahko vprašate, kar vas zanima. Kadarkoli z veseljem bom odgovoril. Ste morda razmišljali o predavanjih preko Zooma, kot je tale informativni dan. Vsa moja predavanja potekajo preko Zooma, tako da, če želite, vam lahko pošljem še tudi eno povezavo do predavanja, da vidite, kako to izgleda. Mislim, da se bo dal. Ja, lahko vam pošljem tako za pokušino. Recimo, prejšnji teden, ja, v sredo. V sredo smo imeli tudi izpite online, tako da pouk poteka, kot da ni nobenega virusa. Tako da pri nas so dejansko predavanja zdaj v tem času absolutno nemotena. Ja. Tako, pa nimam samo jaz predavanje preko Zooma, ampak dejansko vsi profesorji normalno izvajajo. Recimo v sredo imamo za prvimi letniki en predmet organiziranje procesov izobraževanja odraslih. Ja. Drugi letnik pa itak so zdaj pišejo magistrske naloge. Če imate kakšno vprašanje, komot me vprašate, res z velikim veseljem vam odgovorim. Lahko me zdaj vprašate, lahko mi pošljete mail. Ni nobena težava.
Samo eno zadevo bi vas opozoril, oziroma vljudno prosil, če mi pošljete mail. Glih isti dan vam ne bom mogel odgovoriti, ker imam res ogromno dela. Se lahko tukaj jaz vskočim, se maile imam jaz, tako da lahko potem posredujem, ne? Ok, v redu. Pravim, bom pa odgovoril v roku 2-3 dneh, pa sigurno odgovorim. Tako da mi je bilo veliko veselje. In upam, da se vidimo tudi v živo v predavalnici. Zelo vabljeni k vprašanjem in seveda k vpisu. Tako da mi vam bomo poslali to predstavitev, pa eno povezavo do predavanj, da dobite malo občutek, kako to izgleda pri meni. To je to. Če sem pa kaj pozabil, me pa prosim spomnite. Pa povezavo do tega informativnega dneva dobite. Je še kaj takega, kar je nejasno? Kakšno vprašanje? Mi je bilo veselje. Res. Škoda, da se nismo videli, ker bi bilo bolj dinamično in bolj zanimivo, ampak me veseli. Res. Če ni nobenih vprašanj, jaz se vam res iskreno zahvaljujem za pozitivne povratne informacije, ki ste mi jih napisali v klepetalnici. Najlepša hvala, Andrej, za pomoč. Jaz vam želim vsem skupaj obilo zdravja, tako vam kot vsem vašim bližnjim, in kot sem rekel, upam, da se kmalu vidimo. Še naprej vam želim res lep in prijeten dan. Lepo se imejte, uživajte in se vidimo.